kdaj lahko pričakujemo upad tečajev. Ja, skoraj vsi naložbeni razredi so trenutno precej zabeljeni in ravno zaradi tega je v bistvu v tem trenutku potrebno imeti bolj dolgoročni horizont kot pa 3 ali pa 5 let. Bolj pesimistični vidijo obdobje 7 let, celo negativne povprečne letne donosnosti, vendar pa vseeno ne pozabimo, korekcije in borzni zlomi so del borzne realnosti. Bolj ključno je, da takrat ne odreagiramo panično in da v bistvu nadaljujemo svojo dolgoročno naložbeno strategijo. Kar se tiče popravkov tečajev navzdol, da lahko jih pričakujemo, korekcije od 5 do 10%, se pravzaprav dogajajo precej pogosto. Zadnja takšna korekcija je bila konkretno 19. julija. Na ta upad so se mediji odzvali precej burno in so nekako bili v pričakovanju borznega zloma. No, borzni zlom se ni zgodil, so se pa tečaji potem odbili proti novim rekordom. Večji upadi, torej več kot 10%, pa imamo na vsake nekaj let. Recimo lani marca 2020 smo imeli 35% upad, takrat je izbruhnil koronavirus, tudi leta 2008 smo bili priča 60-70% upadu tečajev, vse od leta 2008 oziroma od dna doseženem v 2009 pa tečaji praktično rastejo, torej imamo 13 let bikovskega trenda.